Zdravo, jaz sem Jernej Celec, dobrodošli v spletno učilnico Zavoda Burja pri projektu Kulturni zeko. Scenarij je zgodba, ki je oblikovana na tak način, da se po njej lahko posname video. Lahko je dolg nekaj strani, če gre za scenarij za skeč, nekaj 10 strani, če gre za scenarij za serijo, ali več kot 100 strani, če gre za filmski scenarij. Scenarij se od knjige oziroma romana razlikuje po tem, da ni razdeljen na poglavja, ampak na scene. Vsako sceno najprej označimo z interior ali eksterior, odvisno, ali scena poteka zunaj ali znotraj. Nato navedemo še lokacijo in čas dneva in tako je bralcu že po 3 besedah jasno, kje in kdaj zgodba poteka in si jo lažje vizualizira. Naslovu scene ponavadi sledi opis dogajanja. Tukaj opišemo, kakšno je stanje na začetku scene in s katerimi liki imamo opravka. Vedno, ko v scenarij uvedemo nov lik, njegovo ime ali naziv izpišemo z velikimi tiskanimi črkami. Ob naslednjih omembah istega lika pa to ni več potrebno. V opisu dogajanja pa nato sledijo dialogi. In to je to. Zelo preprosta struktura, ki jo najlažje osvojiš, če uporabljaš program za pisanje scenarijev. Eden takih je Celtix, brezplačni program, ki je na voljo v spletni različici, sam osebno pa še vedno prisegam na njegovo prejšnjo verzijo, ki ne potrebuje internetne povezave. Zdaj, ko vemo, kako bo naš scenarij izgledal, moramo samo še določiti, kaj se bo v njem dogajalo. Ker je scenarij zgodba za video, ima tako kot vsaka druga zgodba 3 dele. Uvod, jedro in zaključek. Le da pri scenariju te 3 dele imenujemo prvi, drugi in tretji akt. V uvodu najprej predstavimo, kakšno je stanje v naši zgodbi, preden se ta zaplete. Uvedemo glavne like in pojasnimo odnose med njimi. Nato pa našo zgodbo pripeljemo do glavnega zapleta. Glavni zaplet je vedno posledica nečesa, kar se je zgodilo v uvodu. Primer: naša junakinja se loči od moža in odide na samostojno potovanje. Nato pa sredi tuje države ostane ujeta, ker je zmanjkalo goriva. Tukaj imamo zelo jasno vzročno povezavo. Ali bi ona ostala ujeta sredi tuje države, če se ne bi bila sama odpravila na potovanje? Ne. Dober scenarij ima vedno vzročno povezavo med uvodom in zapletom. Hkrati pa nam glavni zaplet omogoča, da se zgodba nadaljuje. Če naša junakinja ne bi ostala ujeta sredi tuje države, bi srečno prispela na svoj cilj in zgodbe bi bilo konec. Ker pa je zmanjkalo goriva, imamo sedaj priložnost, da našo zgodbo peljemo naprej. Jedro po številu strani predstavlja največji del naše zgodbe. Tukaj bo glavni lik poskušal rešiti situacijo, v kateri se je znašel zaradi zapleta. Tipično se bo zadeve najprej lotil na napačne načine, nato pa spoznal nove ljudi in osvojil nova znanja, ki mu bodo pomagali, da se reši iz dane situacije. V jedro lahko dodamo še več manjših zapletov, ki popestrijo zgodbo. Koliko je seveda odvisno od dolžine scenarija. Jedro oziroma drugi akt se vedno konča z drugim zapletom. To je situacija ali odločitev, ki bo omogočila razplet naše zgodbe. Drugi zaplet je vedno vzročno povezan z glavnim zapletom. Primer: ker je naša junakinja ostala ujeta sredi tuje države, se je zaljubila v prijaznega mehanika. Bi ona odkrila ljubezen svojega življenja, če ji ne bi bilo zmanjkalo goriva? Ne bi. Tukaj je zelo jasna vzročna povezava, kar pomeni, da ta scenarij stoji. Ko imamo nastavljen razplet zgodbe, lahko spišemo naš zaključek. Tukaj izvemo, ali naš glavni junak preživi ali umre in ali se reši situacije ali ne. Zaključek pa ni le zadnja scena v filmu, ampak je vso dogajanje, ki sledi iz drugega zapleta. Naša junakinja bi tako popravila avto, se odpravila naprej na potovanje, nato pa obrnila in se vrnila k ljubezni svojega življenja ter zaživela novo življenje v tuji državi. Preden začneš s pisanjem scenarija, si najprej izpiši sinopsis. To je neke vrste povzetek, kjer bralcu v parih stavkih razložiš, kaj se v tvoji zgodbi sploh zgodi. Ko imaš spisan sinopsis, pa zgodbo razdeliš na scene in narediš tako imenovani outline ali oris. Tukaj določiš vrstni red scen in predvsem prepoznaš, če ti kje kaj manjka. Najlažje to narediš s pomočjo barvnih lističev ali pa preprosto skiciraš na list papirja. Če pa želiš svojo zgodbo predstaviti komu drugemu, pa lahko napišeš še treatment ali osnutek scenarija. Tukaj prizor za prizorom razložiš, kaj se v tvoji zgodbi dogaja. Opisuješ dogajanje v posameznih prizorih, ne zapišeš pa še dialogov. Pisanje dialogov si prihraniš za zadnji korak, to je pisanje končnega scenarija. Tako, sedaj si pripravljen, da napišeš svoj prvi scenarij. Za domačo nalogo pa te pozivam, da na spletu poiščeš program Celtix in si ga ogledaš. Ko si dovolj seznanjen z njim, napiši kratek scenarij na 3 straneh, ki ima jasno razdelan prvi, drugi in tretji akt. Za več informacij pa ti priporočam, da si prebereš knjigo Scenarij avtorja Sida Fielda, na osnovi katere je bila pripravljena današnja delavnica. Pa srečno!